babi, komaj čakam, da bo marmelada gotova. Mišek moj, jaz tudi, veš. En kozarec bo za rolado. Vsi ostali pa za palačinke. Ampak ko ti jih spečem, vedno najprej zmanjka nutela. Ne, babi, jaz mešam marmelado in nutelo. To pa se dobro sliši, a? Mislim pa, da še bolje okuša. To je. To bo pa sigurno Klara. Komaj čakam, da jo spoznaš. Oči moja. Klara moja. Kako dobro zgleda. Ti si čudovita kot zmeraj. Izvoli. Izvoli naprej. Ga bom končno spoznala. Danes pa je tukaj, seveda. Pridi naprej. Ja, pozdravljen, mali mož. Dan, jaz sem Erik. Me srčno veseli. Jaz sem pa Klara. A veš, Erik, Klara je moja sošolka bila že v osnovni šoli. Ja, in ostala prijateljica. Nerazdružljivi. Ja, sva za zmeraj. Res je ena krasna ženska. Daj no. Ja. S čim ti lahko postreželi? Lej, najno tradicionalno sem prinesla. Kako si prijazna. Res ti hvala. Tole je pa za Erika. Izvoli. Njam si, wow. Kako boš rekel? Hvala, gospa Klara. Ni zakaj, pa še kdaj. A veš, s Klaro sva res nerazdružljivi, ja? Čeprav je njeno življenje precej drugačno od mojega. Moje je tako malo dolgočasno, tvoje pa Kako je drugačno? A veš, ko sem jaz končala akademijo, tako kot Klara, sem se hitro poročila, postala mama in potem babica. Najboljša babica na tem svetu! Hvala ti, Mišek moj. No, Klarino življenje pa je po akademiji bilo malček drugačno od mojega. Kako pa? Ti bo Klara sama razložila, a prav? Si prepričana? Ja, a veš, koliko je Erik dober poslušalec. Jaz bom pa med tem natočila najino tradicionalno. Prav. Veš, Erik, tudi jaz sem se po akademiji zelo hitro poročila in tudi zanosila. Ampak punčka, ki je rasla v mojem trebuščku, ni preživela, veš, umrčkala je. O ne. Ja. Moje sožalje se reče, Erik. Kaj pomeni moje sožalje? To meni skozi govorijo. Veš, ko nekdo nekoga izgubi, je zelo, zelo žalosten. In če izrečeš sožalje, to pomeni, da razumeš, kako je žalosten, da razumeš, kako ga boli. Razumem. Moje sožalje, gospa Klara. Hvala, Erik. Pa kar Klara mi reci, prav? Prav, gospa Klara. Hočem reči Klara. A je to vse od vaše zgodbe? Ne, kje pa. Veš, Erik, po vsem tem sem bila zelo, zelo žalostna. Vlekla sem se naokrog kot megla. Veš, temu rečemo, da sem bila v globoki depresiji. Potem sem pa močno zbolela. Ja, dobila sem raka. Moj mož me je zapustil, ločila sva se in sem se odločila, da se preselim na deželo. Našla sem lepo, čudovito hiško, kjer živim tako, kot so živeli včasih. Brez televizije, brez telefonov. Kaj? Ja. Brez telefona in televizije? Pa tudi brez igric? Brez igric. Kakšen dolgčas to mora biti? Erik, kje pa? Ne. Veš, včasih me obiščejo prijatelji, drugače pa živim v objemu narave. Kaj? Narava vas objema? Ja, narava objema mene, jaz objemam naravo. Ne razumem. Takole ti bom razložila. No, pa poglejva, kaj imava tukaj notri. Kako je polna. A je se kaj v njih piskotov? Erik, vse si že pojedel. Ampak vse, kar je bilo v piškotih,
je v tej košari. A res? Kaj pa? Imava med, imava orehe, imava sadje, v piškotkih je pa posušeno sadje. A res? A zato so bili tako slastni? Ja, zaradi medu in sadja. In vse, kar vidiš tukaj notri, sem pridelala sama. A res, kako pa? Sadje je zraslo na drevesih, zelenjava na moji njivici, zelišča pa na vrtu. A res? Kaj pa oreščki? Ja, oreščki prihajajo pa s treh dreves, ki mi delajo senco na vrtu, kadar grem počivat. Wow. Ja, imam oreh, pa lipo, pa kostan. Kostanjam si. Kaj pa med? A je to tudi Ne, med pa prihaja iz čebelnjaka. Imam tak majhen čebelnjak, v njem pa zelo pridne čebelice, ki nabirajo med po vrtu in po travnikih okoli hiše. Wow. Kaj pa je tista ta velika stvar? No, to je pa posušena sivka. Preden pa se je posušila, je bil tak čudovit grm z vijoličastimi cvetovi in zelo diši, poduhaj. Kako diši? Tako diši povsod po hiši, v vsaki sobi pri babici. Ja, to je sivka. Veš, sivka je zelo dobra za preganjanje moljev. Moljev? Kaj so pa molji? Molji so pa taki rjavi, zelo nadležni metuljčki, ki zelo radi jejo naša oblačila in potem pustijo majhne luknjice. Kaj pa so to? To so pa posušene začimbe, Erik. Peteršilj, rožmarin, žajbelj, meta, lovor. A to vse raste pri vas na vrtu? Ja, vse. In zakaj, na primer, tole? To je žajbelj, Erik, veš? Iz njega se naredi čudovit čaj in odličen sirup, ki ga vzameš takrat, kadar te boli grlo. Kaj pa je to? To je pa limonska trava, ki je odlična za odganjanje komarjev. To jaz rabim, mene skozi pikajo. Ja, saj zato sem ga pa prinesla. Hvala. Korenček poznam, gobe tudi, buče tudi. Klara, kaj no po tisti steklenici, to, kar z babi pijeta? To je taka posebna zeliščna pijača. Veš, vsa zelišča, ki jih pridelam na vrtu, dam vanjo. In potem grem še v gosti in naberem smrekove vršičke. A bi jaz to lahko probal? Ne, niti slučajno, mišek moja, veš, to zelo peče, ja, ko gre po grlu in je samo za odrasle, za zdravje. Ja, na zdravje. Ja, zato se reče na zdravje. Čudovito. Bova še enega. Za zdravje. Za zdravje. Čakaj, zdravje. Gospa, Klara, a niste rekli, da imate vi raka? Že dolgo ne več, Erik. Ne? Kako pa to? Zelo mi je pri tem pomagala zdrava prehrana. Veš, vse, kar pojem, vzgojim sama. Posejem semena, posadim sadike, potem pridno zalivam, počakam, da zraste, poberem in potem mesim in kuham in vlagam in pečem. Večino prodam, nekaj prinesem pa tudi svojim najboljšim prijateljem. Pa imate doma kakšne živali? Ne, samo rastlinice so moji otročički. Potem ne jeste mesa, pa sladkari, pa gumijastih bombonov, pa kakava, pa pijete cedevita? Ne, predvsej mi prinesejo prijatelji, ampak večino pustim za goste. Kaj pa jeste za zajtrk, pa za kosilo, pa za večerjo? Najraje imam za zajtrk kruh z medom, pa kakšno jabolko zraven. Za kosilo si skuham zelenjavne juhice, skratka vse, kar pridelam na vrtu. Kaj pa zvečer? Zvečer imam pa najraje kuhano mleko in vanj podrobljen kruh. To je zelo dobro za spanje. Njam si, to se sliši super, jaz bi to tako jedel. Pa pridi kdaj k meni, zelo si dobrodošel, lahko tudi prespiš, veš? Ja, hvala, Klara. Zelo te bom vesela. Erik, mišek moj, čas je za spančkanje. Kaj praviš? Okej. Gospa Klara, Ja, me je veselilo. tudi mene. Lahko noč. Lahko noč, pa upam, da se kmalu vidiva. Mogoče pri meni in pri mojih rastlinicah, prav? Ja, pa. Pa.
pa hitro v kopalnico. Na zdravje. No, povej mi, Mišek moj, ali ni Klara ena krasna ženska? Zelo, pa komi čakam, da grem k njej na obisk. A, jaz tudi. No, povej mi, kaj te je kaj danes naučila? Da je žeblov čaj dober za grlo. Žajbljev? Ja, žajbljev, ta. Pa da je limonska trava, da odganja komarje, pa da imaš vijoličasto rožo sivko, da nimaš moljev. Aha, tudi. In zelo, zelo lepo diši. Ja, res diši. No, povej, kaj še? A ja, pa da je v vajni pijači veliko zdravih zelišč. Ja, dobro si to zapomnil, A ja. ja, pa da te zdrava prehrana naredi zdravega. A, tudi to si dobro zapomnil. No, zdaj pa mi povej, a boš zdaj probal več zdravih stvari, ko veš, od kje izhajajo? No. Ok, bom, babi, obljubim. In malo manj tistih sladkih, gumijastih bombonov, a? Ja, Mišek moj. Joj, otroštvo, a? Lahko noč, rada te imam. Pa rad te imam, pa ti si najboljša babica na svetu, z najboljšo prijateljico na svetu. To si pa tako lepo povedal. Mišek moj zlati. Bom dobila še rdeča lička, veš? Tako kot po drugem kozarčku vajne zeliščne pijače? No, lahko noč, Mišek. Lahko noč.